Jaz mislim, da so 3 strani. Bom namenoma zdaj rekel. Na eni strani populiste, ki pravijo, mi natančno vemo, kaj je za vas dobro, dajte nam absolutno oblast in mi bomo naredili svet po svoji meri, ta del spustijo, ker vam obljubljajo, da bojo vas rešili, v resnici bojo svojo. Potem je drugi tabor, ki pravi, mi zagovarjamo, da ima vsak pravico početi, kar želi, kar se sliši dobro, ampak prej ali slej, ko počneš, kar želiš, priješ na področje, ko nekomu drugemu narediš škodo. In v tem primeru je seveda tak sistem ne more delovati. Ko lahko vsak počne, kar hoče, ne deluje. In zdaj, če poenostavim, na eni strani v imenu pravičnosti zagovarjajo, da lahko vsak počne, kar hoče, drugi v imenu reda pravijo, mi bomo poskrbeli za red in nihče ne bo delal kar, razen to, kar bomo mi rekli. Pa smo pa eni na sredini, ki pa pravimo, da je treba boje združevati po zdravi pameti. Ja, rabimo in red in pravičnost, ampak je to najtežje. Večina ljudi, sploh pa politikov, raje ubere enostavno pot in zato eni kričijo ves čas o redu, pa čeprav ga ne živijo. Drugi ves čas kričijo o pravičnosti, pa tudi vprašanje, če jo res živijo. Življenje je pa zmeri mešanca vsega, nikoli ni črno-belo. In dobiti pravo ravnovesje, se to je tudi pri vzgoji otrok itak, med redom, pa med pravičnostjo, to je pa vsakodnevni trud in marsikdo se rad temu izogne. Treba biti pragmatičen, da se pač vzamejo življenjski. Ja, življenjski. Pragmatičen je dobra beseda, ampak lahko zapelje tudi to, da potem greš kakšne čudne cilje, ker si pa življenjski in ker si bil vzgajan v normalnih vrednotah, pa veš, da ne smeš drugim škoditi, hkrati pa moraš poskrbeti, da tudi on tebi ne bo. In to je ta red, ki je bazičen, ki pa mora biti. Brez reda tudi nič ni.